V minuli oddaji ste lahko videli, kako je nastajal projekt Hiše s tradicijo na Portugalskem. Tokrat pa vam bomo predstavili slovenski del tega mednarodnega turističnega projekta, ki je zaradi različnih zgodovinskih okoliščin nastajal precej drugače kot v drugih državah, ki sodelujejo v njem. V Sloveniji trenutno imamo 12 delujočih hiš s tradicijo. To pomeni, da je v hišah poleg vsega ostalega tudi nastanitvena ponudba, drugače je pa približno 40 članov, ki so zainteresirani, da bi tudi svoje objekte preuredili v hiše s tradicijo. Večina pa je zaenkrat iz te ponudbe turističnih kmetij. Razlog pa je, da v Sloveniji ne tako kot v ostalih evropskih državah, kjer ni bila prekinjena tradicija, pri nas po drugi svetovni vojni na žalost so imenitnejše zgradbe bile nacionalizirane, tako da se je iz roda v rod ohranilo samo na turističnih kmetijah. No in potem, ko smo sondirali po terenu, kateri objekti bi bili primerni, je bilo največ primernih objektov turističnih kmetij. Tako kot tujini so tudi tisti, ki sodelujejo pri razvoju mednarodnega turističnega projekta Hiše s tradicijo v Sloveniji, želeli poleg turističnih kmetij v svoji ponudbi imeti še kakšen večji objekt. Stalno pa smo gledali, da poleg turističnih kmetij, da bi tudi zaradi same primerljivosti z ostalimi deželami imeli tudi večje, imenitnejše objekte v Sloveniji. No in tako smo v Ljubljani prišli do hotela Antik, ki se je vključil v letošnjem letu v to mrežo in na ta način želimo tudi v bodoče z še podobnimi objekti, večjimi, eminentnejši, nekje v Sloveniji se bolj postaviti ob bok ostali ponudbi, kot je recimo na Portugalskem, ki je to zelo dobro razvito. In kakšne prednosti imajo tisti, ki se vključijo v mednarodno turistično združenje Hiše s tradicijo? Hiša s tradicijo, to ime Hiša s tradicijo da objektu eno patino, eno dodano vrednost, tako da primerljivi med sabo, če pogledam turistične kmetije. Te kmetije, ki imajo znak Hiša s tradicijo, so bolje zasedene kot sosednje kmetije. Ravno tako hotel Antik v Ljubljani mislim, da je zelo dobro zasedeno. Namreč tukaj v teh hišah je prisotna ena domačnost, ena gostoljubnost, ki se poveže z tradicijo, z nečem, kar ljudje želimo spoznati. Kako so živeli naši predniki, kako smo se razvijali. To je nekaj zelo zanimivega in mislim, da hiše s tradicijo so ta prava stvar, da imajo prihodnost. Zelo dobro zasedenost so nam potrdili tudi v edinem slovenskem hotelu, ki je vključen v mednarodno verigo Hiše s tradicijo. Z zasedenostjo hotela smo zelo zadovoljni do sedaj. Za leto 2008 imamo celo že veliko potrjenih rezervacij. Gostje prihajajo iz celega sveta. Veliko je tudi poslovnih možev, ki so zelo zadovoljni nad butik hotelom, kjer se počutijo kot doma. Seveda imamo tudi turiste iz celega sveta. Povpraševanje je bilo tako veliko, da so se lastniki odločili, da razširimo hotel iz 10 sob na 16 sob. V knjigi pohval in pritožb smo videli, da so gostje, ki prenočujejo v simpatičnem hotelčku v Stari Ljubljani, resnično nadpovprečno zadovoljni. Visoko stopnjo zadovoljstva pa so nam potrdili tudi britanski gostje, ki so tokrat prišli v Ljubljano in hotel Antik prav s posebnim namenom. Special occasion, actually, it's my friend's birthday. We chose this hotel because last time we were here, we passed by and thought how lovely it was, came in and had a look and decided that this is where we'd like to stay this time. Happy birthday to you, and have you been satisfied too in this hotel because you are the first time? Yes, it's the first time that we've been to this hotel and it's been lovely. Shall you come again? Absolutely. It's wonderful. Do you stay always in such boutique or old-fashioned hotels? We like the boutique hotels, the more traditional hotels, yeah, that's correct, yeah. So it was the reason to stay here too? Certainly, we'd seen it on our last visit and decided it would be a nice place to stay. In zakaj so gosti v tem hotelčku tako zadovoljni oziroma po čem se razlikuje od drugih? Hotel, moram reči, da je butik hotel. Vse sobe so različne, to se pravi, da je res individualnost poudarjena. Naši gostje si lahko preko internetne strani rezervirajo sobe, ogledajo, imajo slike sob, tloris sob, kam sobe gledajo, tako da si lahko res izberejo sobo po svojem okusu.
V tujini, še posebej na Portugalskem, so za razvoj projekta Hiše s tradicijo znali pridobiti znatna sredstva od države in tudi od Evropske skupnosti. Kako pa je s tem pri nas? Sam razvoj Hiš s tradicijo poteka stalno ob podpori sofinanciranja iz javnih sredstev. Tako je bilo v preteklosti, kljub temu, da se vseeno vedno bolj samo članstvo in sama dejavnost oslanja na člane. V prihodnje imamo namen tudi s pomočjo programa Leonardo da Vinci prijaviti projekt, oziroma smo ga prijavili, ne vemo, kako bo sicer podprt, da nekje vseživljenjsko učenje, preko vseživljenjskega učenja začnemo spodbujati lastnike hiš s tradicijo in potencialni objekti, da bi začeli za to tradicijo živeti. Namreč danes, če ne živimo s tradicijo, tradicija zamira. In to je eden izmed smislov hiš s tradicijo, da ljudje v teh hišah bivajo, ne da so to spomeniki namenjeni ogledu, ki povzročajo predvsem velike stroške. V Sloveniji res, da nimamo toliko gradov in dvorcev kot v deželah, kjer niso imeli prve in druge svetovne vojne. Imamo pa zagotovo še kar precej gostišč z bogato večstoletno tradicijo. Najbrž pa bi se našel tudi še kakšen družinski hotelček, ki bi ga lahko vključili v mednarodni projekt Hiše s tradicijo in s tem obogatili našo turistično ponudbo.